Ne, jih premikaj. It is what it is. Wi-Fi tukaj zelo slabo lovi in ni šlo. Ja. Ti pa imaš speaker voice. Test. Baj da ja. Moj radijski glas. Ja. Radio-Helsinki.si. VTOL stands for Vertical Takeoff and Landing, and it's an aircraft term, but... Sama beseda izhaja v bistvu iz medicine, ne? Govori o 4 prekatih srca, ne? 4 odvodi. Pa verjetno ne sem našel slovensko sceno, ampak tudi marsikaj drugje. Ok, ampak sej to je bubble. Mi smo pač tukaj bubble. Mi se tukaj ne moramo delati, da nismo. Ampak smo pa bubble različnih bubblov. Ja, in to je to, kar se zgodi. Pač tvoj bubble, moj bubble, od Simona in ostali se tukaj začnejo prečiti. Kaj pa če je to ta jingle? Ne, sej ni bad. Lahko jaz kakšen dead joke, ko mi svržem. Jaz mislim, da je to ful primerno. Ja, Dobrodošli v letošnjem prvem specialu. Nahajamo se na praznikovanju v Borovcih pri Kočevski reki. Gre za 4. edicijo praznikovanja, format enodnevne pop-up razstave Bogu za leđima, kjer se letos predstavlja projekte Octosens skupnosti, Neže Perovšek, Lare Reichman, Mihe Turšiča, VTOL-a in Jureta Zrimška. Producent razstavnega dogodka je novopečeni zavod 2x32, kuratorsko-producentsko zasedbo pa sestavljajo Simon Gmajner, Adrian Praznik in Reja Vogrinčič. Reja Vogrinčič deluje kot koordinatorka in producentka pri zavodu projekt Atol, sicer pa tudi kot umetnica in soorganizatorka različnih delavnic in izobraževanj. Simon Gmajner je producent na zavodu Kersnikova, Adrian Praznik pa deluje kot umetnik, kurator in producent. Simon in Adrian sta tudi soustanovitelja poprej omenjenega zavoda 2x32. Vse pomembnejše stvari, avtorje, dogodke, reference, ki jih omenimo tekom podcasta, jih polinkamo v opis. Torej, če ste na YouTubeu, je v opisu videa spodaj, če kje drugje, denimo na Spotifyju, pa so zapiski zbrani v opisu posamezne epizode. Naj še omenim, da je Jernej, moj co-host, danes odsoten, ker je na povratni rezidenci v praški Meat Factory, tako da bomo probali tole sfurati brez njega. Žal, umanjkal bo tudi kakšen dead joke. Lepo pozdravljeni. Poslušate kritiški posed. Posladek. Ok, v samem začetku z mano sedi kuratorsko-producentska ekipa, katero bi prosila, da mi mogoče razloži, kaj je ta format praznikovanja, v čem se mogoče letos razlikuje od prejšnjih edicij in zakaj se imenuje po Adrianovem priimku. Če se sploh imenuje po mojem priimku. Ja, tako da prosim, Simon. Ne, mislim, da je bilo za neko kombinacijo med Adrianovim priimkom, lokacijo, ki je tukaj, pa to, da se ta dogodek tudi v prejšnjih edicijah odvijal okoli nekih praznikov. Po pravilu je bilo to med Božičem in Novim letom, oziroma med Božičem in Svetimi tremi kralji. Letos pa smo izbrali Svečnico. Zakaj ta lokacija? Mislim, da je dokaj priročna. Adrian, to je njegov pač vikend. Ja, bolj kot ne, se mi zdi, da je to rezultat nekih možnosti, ki jih imamo. Ne? Glede na to, da imamo tukaj umetnike, ki z nami sodelujejo, ko bom rekel, na osnovi nekega dogovora, da pridejo sem in predstavijo neka svoja dela, tako rekoč z nekimi minimalnimi vložki, minimalnimi producentskimi sredstvi in tako naprej, je tudi na nas, da jih ne dalj časa angažiramo za to delovanje, plus da mislim, da za takšno število ljudi, ki jih prije sem in tudi ki jih povabimo, bi bilo nevzdržno, da imamo to dlje časa. Mogoče tako čisto za debila. Kaj je praznikovanje? V bistvu tako čisto na kratko bi bilo to mogoče
v neki oddaljeni hiši, sredi ničesar, imaš v to hišo pač naseliš za teh par dni oziroma za en dan ene 15 udeležencev oziroma pač to ekipo z umetniki, pa potem na ta dogodek, torej na ta sobotni popoldan si lahko neki obiskovalci, ne vem, hipotetično, lokalni obiskovalci te vasi oziroma tega območja in pa entuzijasti, ki prihajajo z avtomobili 1 uro in pol stran iz Ljubljane, pač ogledati ta dela. Še kaj dodam? Ja, mogoče to razlikovanje glede na to, da si Da ti te v resnici te veže na neko odgovornost. Meni se v bistvu zdaj zanimivo predvsem znotraj tega formata to, da je veliko nekih resnih poskusov, tudi ko bi rekel med nami počnemo neke resne razstave, resna umetniška dela in tako naprej. In se mi zdi, da tukaj tudi neka možnost neke te neobremenjenosti pa premišljanja tega, kaj sploh je, kaj sploh pomeni predstavljati umetnost v 21. stoletju. Vedno smo v mestih, centralizirani in tako naprej. Tukaj pa v bistvu nek čist drug poskus, ki mogoče v kakih ozirih celo ne rata, v nekaterih drugih ozirih pa lahko pride do nekih prijetnih presenečenj. Ne. Tako kot v preteklih edicijah praznikovanja se v bistvu zelo pozitivno izkazalo to, da smo imeli neke zvočne nastope, da smo imeli tudi kakšne videe, da smo imeli slikarska dela in tako naprej. In je v bistvu pravzaprav en poskus tega, da probamo razumeti to, kar počnemo znotraj nekih kontekstov, ki nam niso toliko domači. Lahko bi pa tudi rekli, da je to pač nek piknik, kjer se pač dobijo kolegi pa neki širši ljudje, ki se poznajo med sabo, pa pač niso glih prijatelji. Pa s katerimi smo tudi sodelovali. Recimo, Mislim, da ja. ta recimo pik umetnikov, ki jih imamo tudi, tukaj, ne, oziroma izbor tudi v prejšnjih letih, je bilo nekaj, kar smo videli, recimo, da se je dogajalo v Ljubljani ali pa mogoče celo v tujini, neka izvrstna umetniška dela, izvrstni predstavniki sodobne umetnosti, in se nam je zdelo pač zanimivo, kako bi to bilo, da predstavimo nekje občinstvu, ki do tega nima dostopa. Ne. Zdaj seveda prihajajo tle tudi kolegi iz Ljubljane, iz drugih mest na ta, rečemo, piknik, na to druženje, ne? Ampak vsako leto tudi povabimo tle v tem zaselku 3, 4, 5 oseb, ki pridejo, in meni se to zdi zelo zanimivo, ne? Da naredimo nek effort, tako rekoč, kako bi rekel, ne, brezplačno, brez nekih produkcijskih vložkov, in predstavimo ta dela, ki pa so bila produkcijsko na zelo visokem nivoju recimo ustvarjena nekemu občinstvu. Ne. Ravno sem razmišljal, da a ni malo subverzivno ali pa perverzno celo, da razmišljamo o tem, o tej decentralizaciji, pa o, ne vem, kaj dobimo dostikrat z nekih strani, kaj v bistvu ti umetniki za vložen denar dajo nazaj v družbo. Ne. In meni je bilo zelo prijetno presenečenje, ko so nekateri, kot rečem, ne, zelo vrhunski umetniki pristali na to, da tukaj tako rekoč brezplačno predstavijo svoja dela občinstvu, ki, bom rekel tako, posredno prispeva k tem, da ti umetniki ustvarjajo in da dajo nekaj tudi nazaj. Ok, ampak po drugi strani pa je vseeno to en dogodek, na katerega moraš biti povabljen, in glede na to, da gre za, kot smo prej omenili, Adrianov vikend, v glavnem to je neka hiša sredi gozda, omejeno število ljudi, ne? Torej ne more jih pa zdaj kar Jurija 200 priti tudi, če bi si želeli. Ne? Zdaj v opis tega dogodka na vabilu ste napisali, kakor format je postavljen na podeželje, območje, ki se sooča z izzivi, kot so izseljevanje, gospodarska stagnacija, kjer je potreben nek razvoj infrastrukture in tako naprej. In prav v tem pogledu lahko prepoznamo skupnostne prakse kot vir odpornosti, saj posameznikom omogočajo, da se povezujejo, si izmenjujejo izkušnje, se združujejo okoli skupnih prizadevanj in tako naprej, oblikovanje skupnosti, ki lahko predstavlja neko osnovo za nove možne ureditve. In zdaj vse to se sliši lepo in smiselno, ampak recimo moje vprašanje bi bilo, kaj in če praznikovanje razločuje oziroma ločuje od neke, po domače rečeno, od elitističnega privat art partija. Zdobim te težko vprašanje. Pa se ti bomo pomagali. Boste pomagali, to je super. Ne, jaz se tukaj ne strinjam čisto, zdaj seveda neke so fizične kapacitete in časovne,
kapacitete, zaradi katerih se je treba omejiti, kar enostavno ne bi bilo možno drugače. Smo pa tudi tako, ne, zdaj nek primer, sicer tekom, glede na to, da se je praznikovanje v soboto šele dobro začelo, težko rečem, kdo bo vse bo prišel. Je pa zagotovo nek napor usmerjen tudi v to, da recimo stopimo malo bolj v stik s kakšnimi ustanovami iz okoliša, ne? Recimo kustosinja iz Kočevja, iz Kočevskega likovnega salona je povabljena. Ne? Tudi pravzaprav ena umetnica iz bližnje vasi je povabljena. Zapravo nas v bistvu zanima pravzaprav vzpostaviti nek stik različnih posameznikov oziroma posameznic. In to bi rekel, da je ta neka razlika, da tudi nekako ljudje, ki so povabljeni na ta dogodek, izhajajo iz zelo različnih ozadij in ne gre za to, da bi bili samo eni in isti povabljeni. Tudi v smislu preteklih praznikovanj smo predstavljali različne umetnike, različne umetniške zvrsti in tako naprej, ker nas pravzaprav zanima to, da nismo zaprti za neke določene skupine ali pa za neke določene profile ljudi. Seveda je pa pač tukaj ta na koncu zelo pragmatična omejitev, ki se je pač reče, takšno število ljudi lahko pride in s tem probamo nekako delati, ker drugače to ne bi bilo možno. A ne? In tudi naš vložek tukaj ni finančno podprt, ampak gre pravzaprav v smeri tega, da bi si želeli, da se neke stvari vzpostavijo oziroma se vzpostavijo drugačni načini delovanja. In ravno zaradi tega se nam je zdelo pravzaprav to, da to, kar se prepozna kot nek plus tega dela, je pravzaprav odnosi, povezave, nek stik z ljudmi, tudi v končni fazi z ljudmi, s katerimi se dostikrat nimamo časa videti, slišati in tako naprej. Tako da bi rekel, da to je nekako ta primaren cilj, je pravzaprav to, kar počnemo med sabo, to, kar se izmenjujemo, tudi v smislu pač nekih idej, misli. To je zagotovo nekaj, kar si želimo še malo bolj gojiti tudi v prihodnje. Jaz bi mogoče dodal na ta elitizem, ali pa mogoče na zelo omejeno število ljudi, ki je sem povabljeno. Jaz bi rekel, da vseeno nismo toliko malo ljudi povabili. Jaz bi rekel, da tako, če štejem pač socialna omrežja, ne, in pa recimo mailinge, je tam kar nekje 150 ljudi, bi rekel, bilo povabljeno. Ne. Zdaj, če vzamem za primerjavo, ne, recimo lokacije v Ljubljani, pa obiskanost tam, bom rekel, da je tudi tukaj recimo obiskanost tega dogodka kar na nekem, ne vem, na istem nivoju kot kakšna celo mogoče otvoritev, kakšne razstave. Ne. In zdaj, jaz bi rekel, da si štejem kot nek dosežek, da se tako bi rekel, ne vem, iz urbanih okolij sem 1,5 ure vožnje, recimo iz Ljubljane, še več iz kakšnih drugih mest, pripelje folk sem in si to pogleda. Ne. Verjetno ima neko posebno privlačnost tudi ta aspekt nekega bolj zasebnega druženja. Jaz bi temu mogoče dodal še to, ne. To, kar se je zelo nekako ponotranjilo, tudi centralno gledan v Ljubljani oziroma v Sloveniji nasploh, je pogosto to, da je umetnost samoumevna. Prideš, pogledaš, nekaj poješ, popiješ. V tem primeru se mi zdi, da pa zahteva nek effort, nekaj moraš dati od sebe in se mi zdi, da mogoče to tudi ima potem neko dodano vrednost na račun tega. Ok, ampak je pa tukaj še nek drug aspekt, ki je po mojem zelo pomemben za nek tak format, kot je pač to praznikovanje, pa se mogoče tudi v nekih drugih dosti podobnih stvarih tudi, kaj bi rekla, ga je za prepoznati kot nekaj, kar ima ful veliko potencijala. In tukaj bi pač omenila mogoče nek ta format PIF campa, kot pač nekega remote, ok, res je, da je to pač nek hackerski camp oziroma pač nek tehnološko-umetniški tabor in v tem primeru vedno gre za to, da do neke mere pač, ja, ok, imaš posameznike, ki jih povabiš, neke zunanje publike, tako kot pri umetnosti, pa nekih, ne vem, razstavah imaš pač vedno publiko, ki to gleda, imaš pa pol po drugi strani tudi te udeležence in se mi zdi, da je tukaj ful večji poudarek na temu, da se pač ljudje tukaj zberejo, da delajo skupaj, da se spoznajo, da imaš pač tukaj, ne vem, slikarje, videaste, ljudi iz tujine, ki so prišli, ki jih mogoče hipotetično ne bi srečal in se pogovarjal z njimi, ki si, ne vem, na razstavi, ne bi jih niti opazil, ne bi pač naredil nekega tega prvega koraka, tega, hej, živjo, jaz sem tak, kdo si ti, kaj delaš, kaj te zanima. In tukaj pol to ima nek ta
po mojem vedno boljši potencial, kot pa to, da probaš dobiti več ljudi, da to gleda, več ljudi, da to vidi, da, ne vem, da se sem zapeljajo samo zato, da pogledajo te slike. Ok, to zdaj govorim tako v narekovajih, ampak da pridejo sem in pač se začne neka ta izmenjava, nek drugačen način komuniciranja pač teh projektov, kot bi jih drugače mogoče v neki galeriji. Se strinjam. Mislim, jaz bi temu rekel pravzaprav, da gre bolj za grajenje nekih odnosov, pa tudi v bistvu, da dostakrat smo zaprti v neke bable. Jaz bi to sploh tako, ko malo pogledam z distance, pa verjetno ne sem našel slovensko sceno, ampak tudi marsikaj druge. Ok, ampak sej to je bubble. Mi smo pač tukaj bubble. Mi se tukaj ne moramo delati, da nismo. Ampak smo pa bubble različnih bubblov. Ja, in to je to, kar se zgodi. Pač tvoj bubble, moj bubble, od Simona in ostali se tukaj začnejo prečiti. Ja. In tukaj, imamo neke zunanje obiskovalce, ki bo prišli in bo ful veseli, pa bomo pač z njimi zaštartali neko vrsto komunikacije o tej umetnosti oziroma o različnih panogah, ampak tukaj je ta drug aspekt ful, po mojem, pač tist, ki ima več nekega učinka na daljno ali sodelovanje ali pa pač na nek premislek. To, pa mislim, jaz bi temu rekel pač tudi, da greš malo iz comfort zone. Jaz mislim, da tudi doskrat se nam je lahko zgodilo, ne nujno v tej ediciji, tudi kakšnih prejšnjih, da so se soočili pravzaprav s ljudje, ki se res niso poznali ali pa se niso spoznali na neko zvrst. In se mi zdi, da je to pravzaprav en tak plus tega. Ne. Pa tudi pozitivno se mi zdi recimo to, da čeprav v manjšem številu res dobimo ljudi, ki se ne poznajo. Mikrofon plava. Skratka, zdi se mi pravzaprav res največji plus, čeprav v manjšem številu, da dobimo pravzaprav ljudi, ki nimajo stika z umetnostjo oziroma se jo predstavljajo na nek zelo svojevrsten ali pa zastarel način. Tukaj pa lahko premišljuješ potem, kaj to je, kaj to pomeni v nekem današnjem času, v današnjem kontekstu. Ja, ker glih zdaj, ko imamo ta pogovor, v bistvu vstopa v hišo tako zelo generacijsko razgibana. Mislim, ni razgibana, ampak sem razgibana tako. Nek določen, generacijski. Ni razgibana. Imamo otroke, imamo starejše občane, imamo študente. Kuška, točno. Mogoče malo o tem vašem kuratorsko-producentskem delu. Kako ste si razdelili to delo? Kdo je bil za kaj odgovoren? Kako ste se to povezali? Kako je potekala organizacija, da smo zdaj kle, kjer smo? Preko velikega sicer skupnega efforta, tudi mislim, da imamo tako približno proporcionalno razdeljeno, kdo oziroma kakšno število ljudi se povabi. Potem so pa v bistvu vloge dosti različne, no? Ampak gre za nek skupen effort, ker ima vsak en kos potice, ki se ga To si zdaj spet ful objektivno povedal. Ja, pač že povej, kdo je kaj delal. Imamo tok pa tok postelj, v katerih lahko ljudje spijo, kar pomeni. Ja, Dereja povabi 2 ljudi, Adrian povabi 2, jaz povabim 2, sicer je na začetku več predlogov, pa potem pridemo do neke številke. Ne. Zdaj, jaz bi rekel, da neke zelo rdeče kuratorske niti tukaj nimamo. Ne, nije. Jaz mislim, da tukaj, lahko govorimo o neki vrsti kuriranja, ampak pač kakšna je pa ta vrsta, pa mogoče zdaj. Mogoče izbor sodelujočih umetnikov, naprimer to je, kako je potekal ta izbor, ali je vsak izbral svoje 3 favorites, ali ste se skupaj povezali, ali je posledica česa drugega to? Kakšne smo mogli tudi odkloniti. Nisem odkloniti. Pač nismo jim rekli, ne moreš priti, ker ni prostora, ampak pač... Misliš v smislu, da so se samo povabili, pa si ti bil tako letos, ne? Ne bi nujno rekel samo povabili, ne. Ampak to se pravi res predlogi, ki so bili v pogovarjanju, pa se potem niso uresničili zaradi tega, ker je nekje pač treba se omejiti in potegniti črto. Se mi pa zdi, da v končni fazi smo pa se že dlje časa, skoraj 1 let se res pogovarjamo o praznikovanju. Ja, jaz bi rekel še dlje, ne. Mislim, ta korona je prišla vmes, pa še kakšen drugi stresi, ki so nam pač onemogočili, da bi to imeli tudi v tistem času, ne. Ampak ne, pri mojem izboru, recimo čist iz mojega vidika, jaz pač sem pogledal, kaj je tisto, kar bi si želel, oziroma kateri je tisti umetnik, ki bi si ga želel nekje predstaviti. Brez tega, da imam v mislih
Okay, ena misel je bila, da ne sme biti produkcijsko pač zahtevno oziroma golomazno, ne? Ampak bom rekel, okay, kaj je bilo meni top, kar sem v zadnjem letu videl, oziroma bom rekel, s komer sem recimo sodeloval. Ne? Takšen primer je Dmitrij Morozov, ki je letos tukaj. Ne? On je prišel in v zadnjem letu in pol, ki z nami sodeluje, se je izkazal za zelo, mislim, že prej smo vedeli, ne? Ampak je pač vrhunski umetnik, ampak ima še tudi dosti drugih pozitivnih lastnosti in mi je bil na prvem mestu tega razmisleka, koga bi želel tukaj recimo predstaviti, tudi mogoče občinstvu, ki bo prišel tle iz okoliških hiš. Ne? In to je bil nek moje vodilo, no? Zanimiv umetnik, vreden tega, da se ga pač nekje predstavi. Ne? In tudi v prejšnjih letih se mi zdi, da je bilo tako. Ne? V prejšnjih letih smo imeli tako, z mojega vidika, Saša Spačal, potem Špela Petrič, ogromno nekih, ki so nekaj dosegli, ki so na nekem nivoju, ampak jih tle pač ljudje nimajo možnosti spoznati. Ne? Zdaj moram povedati še jaz, kako sem se lotila tega. Po eni strani se mi zdi, da smo se dosti nasplošno tako zelo pragmatično odločali tudi, okay, ja, da pač zadeva ni prevelika, preglomazna, ampak mogoče tudi malo namensko prostor pač ni idealen, lahko daš noter nekaj slik, nekaj videov, mogoče kakšno instalacijo. Dobro je, da imaš pač nekoga, ki se ukvarja z neko zvočno umetnostjo, da je pač tudi stvar malo, mislim, da napolniš prostor pač čist iz ta nek prazen prostor, ki ga, mislim, ja, pač zvok in prostor. Za Octosense smo po mojem čistko nekako skupaj prišli do tega, da je pač to nek projekt, ki bi ga bilo dobro predstaviti. Lara Reichmann je pa prišla noter tudi, da bom tako rekla, ne zaradi zares ženskih kvot, ampak iz tega premisleka, se tudi Neža Perovšek po eni strani, ampak ne, ok, ja, absolutno, ker je treba razmišljati pač o tem, da imaš neko zastopanost spolov tudi v nekem tem dejanskem, imamo tok pa tok pač tipov, zdaj treba imeti pa pač tudi tok pa tok ženskih umetnic v prostoru, če pač hočemo malo bolj resno pogledati na to težavo, pač čist tega, te neenakosti. Tako. Jaz bi tle samo skočil, da ne bo napačno razumljeno, ne? Ker da ne bo zgledalo, zafilamo najprej z moškimi in potem dodajamo ženske. Ja. Predvsem v prejšnjih praznikovanjih se je zgodilo, da je bilo ravno obratno. Ne? Smo imeli, ne vem, Nejo Tomšič, Anjo Jelovšek, že prej omenjene, še kakšna, ne? Verjetno. Po mojem Ida Tratnik. Ida Hirschenfelder. Ja, in smo morali pač iskati mogoče moške. Okay, ampak mene ni bilo na prejšnjih praznikovanjih, tako da jaz izhajam čisto iz tega. A podobno velja tudi mogoče za medije? Medije. Ja, da bi moramo vsaj enega, ki se slikarstvom ukvarja, dati noter. Ne, ni nujno. V bistvu prejšnjo praznikovanje prav zares zadnjo, oziroma do danes zadnje praznikovanje prav zares imelo samo neke druge medije, v bistvu zelo neke performativne prakse, video, zvok, field recording. Tako da ni bilo v bistvu v tem oziru. Se mi je pa zdelo prav res v tem kontekstu praznikovanja 2.4 vključiti noter recimo dva slikarja, Neža Perovšek pa Jureta Zrimška, ki imata tako zelo postmedijsko, postinternetno prakso. In se mi zelo pravzaprav sploh tudi za premisliti, kakšni so ti procesi oziroma kako se ti procesi slikanja danes razlikujejo na način recimo neke intermedialnosti, ki se zgodi tekom samega postopka ustvarjanja dela in tako naprej. Ker naprimer pri Juretu se to kaže v zelo nekih mimetičnih, prepoznavnih podobah, čeprav gre za medijske prenose. Pri Neži Perovšek pa gre pravzaprav v neko abstrakcijo, ki pa ne gre po liniji recimo visokega modernizma, ampak gre zelo po liniji recimo nekega postmedijskega, postinternetnega slikarstva. No, sej v Neži Perovšek bova midva še posebej spregovorila, ker je danes žal ne bo z nami. Praznikovanje torej, se odvija praktično v zaselku, nekje pri Kočevski reki v osrčju gozdov, kot posledica družinske nepremičninske situacije. Ne? In zdaj na kakšen način bi pa mogoče zdaj v okviru zavoda mogoče, ali pa tudi ne, tak format pop-up razstave lahko selili po ostalih odročenih krajih po Sloveniji in ali je to sploh kdaj bila ideja, glede na to, da smo prej govorili
koliko fajn ideja je to. Mislim, da je to fajn ideja, ki jo počneš na vsake tok časa in stvari premisluješ. Zagotovo bi se to dal kam drugam aplicirati. Se mi pa zdi, da so pravzaprav bili neki premisleki v preteklosti v tem, ampak ne vem, če je šlo do te mere, da bi se to dejansko zgodilo. Tukaj se mi zdi, se potem tudi kar naenkrat logistično stvari spremenijo, oziroma v nekem finančnem smislu to pomeni pol večji vložek ali pa rabiš neke partnerje, s katerimi boš to počel. Okay, ampak a misliš, da je to smiselno v tem nekem podobnem formatu peljati po nekih drugih vikendih? Zelo, mislim, predvsem je težava to, a se je nekdo pripravljen na tak način komitati temu. Ja, to ker gre tukaj bolj za interes, ki ga imamo mi kot posamezniki, da smo pač vključeni v to in to delamo tukaj, ker Veš, bolj tako sem imela v mislih, recimo, da se zbere kopica ljudi, 12 posameznikov, ki ima vsak vikend v nekem drugem koncu Slovenije in se to praznikovanje sicer je samo tu v Borovcih v času praznikov, ostali se pa potem vsak mesec menjajo kje drugje in tudi prevzamejo organizacijo. Ne? Hočem reči, da ni to nekaj, kar bi zdaj ti mogel se s tem ukvarjati mesečno, ampak recimo, da bi se kakšna taka epizodičnost začela odvijati. Če je bila kdaj ideja, da bi pa ne vem kdaj preselili zadevo poleti na morje, na kakšen drug vikend? Vprašanje, ali je to ponudba? A imaš vikend na morju? Jaz ne, ampak zdaj. Ne, zagotovo. Sej smo se o tem pogovarjali z Adrianom, recimo, pa tudi mi že dolgo predno je sploh nastala ali pa sploh nastala ideja o zavodu ali pa zavodu 2/32, pa tudi dolgo predno je samo praznikovanje nastalo. Ne. To je bil celo, pač ta misel je bila nek inception potem tega praznikovanja. Ne. Tako da ne, zelo smo razmišljali o tem, oziroma smo razmišljali o tem, ampak kot je rekel že Adrian, prijemo do mnogih izzivov, ne? In ne samo produkcijskih. Izziv je tudi najti pravi prostor. Ne? Ali je zdaj vedno pravi prostor neka vikendica? A je mogoče treba najti neke druge lokacije, ne vem, v naravi, ne vem, naravni amfiteatri, mogoče kakšne ruševine. Ne vem, ne? To je, se mi zdi, da je potreben zelo globok premislek. Ne bi šel tako, bi imeli, čeprav praznikov je dovolj, ne vem ravno, če jih je 12, ne, ampak je dovolj jih v Sloveniji, ne, tudi dela prostih dni, da bi lahko naredili nek zelo obsežen cikel. Da bi lahko pač takrat delali. Adrian bi pač moral nekako prepustiti to, da ni zgolj vezano na njegovo ime, temveč da je vezano to, da se to dogaja v prazniku. Ne. Tudi tukaj zdaj za mene recimo vprašanje, je to nujno, da je to formula, ki se jo vzame pa se jo kopira, ali je pa v bistvu to narejeno samo zato, da neke druge stvari, ki so nam pogosto samoumevne, da inspirira. Da razumeš iz nekih drugih zornih kotov ali pa iz nekih drugih pogledov. To se mi zdi bolj to, kar je ključnega. Ok, mogoče, če bi kdo še kaj dodal, no jaz ne bi bila ful predolga, ker bomo itak pol še z vsakim posebej umetnikom imeli krajši pogovor. Ne, mogoče še glede tega, torej vidva sta original zasedba praznikovanja, Simon in Adrian, medtem ko je Reja letos povabljena kot sokuratorca. Soorganizator tega, po mojem. Jaz mislim, da so zelo fluidne te vloge, pa tudi se malo izmenjuje, odvisno kaj vse je treba zarešiti. Tako da je to bolj en tak passion. In kaj je bilo letos za rešiti, da je Reja to rešila? Jaz bi rekel, da že Oktos en sam. Vse sem vedela, Rejo. Ma ne, tle smo imeli, tle so bili določeni razmisleki pač že prej, ne, a veš, midva zdaj komu predstavljaš, kaj predstavljaš, ne, jaz recimo v tem polju sem, ne vem, 15 let, ampak sem že, bi tako rekel, srednja, če ne starejša generacija, ne, 42 let in za neke nove prakse, ki prihajajo, ne bom rekel, da jim je težko slediti, jih je pa težko, recimo, napačni izraz bo to nekako harnesati oziroma pač popolnoma nekam razumeti. Ne? Mlajšim generacijam je zato in se mi zdi, da je to lažje. Reja je pač ena oseba, ki je dosti mlada, ne? In je pač odraščala v nekem svetu, kjer pač nastajajo te nove neke umetniški pristopi. Pri svojih rosnih 30-ih. Ja, no, ampak vseeno. Ne? Razumem, ja. Veš, mi se tle pogovarjamo, zdaj imamo pač neke centre, ne vem, so v Ljubljani, v Mariboru, v drugih mestih,
ker so pač neke organizacije dosti stare, vodene z nekimi starimi prci, in mislijo, da lahko pač in delajo tam pač zelo po svoje, ne, že več let in je zelo zastarelo. Jaz, ki sem tam zraven, vem, da je zastarelo in je treba pač ponuditi možnost mlajšim. Plus tega, da ne bom šel, da je bilo to zaradi ženske kvote, ne, ampak vseeno dobro je imeti pač zastopanost vseh, ne, posebej tistega, kar mislimo, da nam fali. Mislim, tudi, ena od stvari je najverjetneje tudi to, da smo se tekom parih projektov, na katerih smo vsi tudi skupaj sodelovali, pač ugotovili, da lahko dosti dobro shajamo in z drugim v smislu, da se pač lahko pogovarjamo, kar je že dovolj, da lahko začneš naprej nek diskurs in mogoče hipotetično iz tega pač nastane neko novo sodelovanje ali pa kakorkoli, ne vem, pač zdaj delamo mi 3 praznikovanje za to leto. V tem smislu, pač v tem kontekstu, da rečeš, mogoče bi pa še nekoga imeli, zato ker je treba še to narediti ali pa. Jaz bi tudi rekel, da v bistvu ta skupna izkušnja dela, ki smo ga upravljali pri enih projektih, zagotovo človeka pač poveže. In tudi se mi zdi, da to pa bi tudi sicer rekel, ker smo Simona že začenjala praznikovanje davnega 2017, je bilo v bistvu to, da nekdo, ki je pripravljen se vključiti zraven, pa nekaj delati, ni tako, da je nek odpor do tega. V bistvu je to nekaj, kar nas zanima. Ne. Se pa tudi strinjam, da je veliko težav res pri mladih in ta pojem mladih se razteza do 40 leta, pa mogoče malo še čez to. Je res to, da delaš neke ideje drugih ljudi oziroma da izvajaš ideje nekih drugih ljudi. Meni se zdi pa zelo pomembno to se pravi, da uspeš tudi neke svoje poskuse uresničiti oziroma da probaš z neko svojo izjavo ali pa z nekim svojim statementom vstopiti v ta prostor, kjer pa zagotovo rabiš imeti neko skupino ljudi, ki podobno razmišljajo. Ne? Zelo težko si sam v teh situacijah. Ok, hvala lepa. Mogoče se bomo tekom večera še kaj slišali. Adrian, ti boš prišel nazaj za Nežo Perovšek. Ob kateri uri? Bomo videli. Nekdo mi ni posredoval timetable. Ker se nismo strinjali, nismo ga pregledali. Bil je narejen, ni bil pa revidiran. Wi-Fi tukaj zelo slabo lovi in ni šlo. Maila ni bilo mogoče odpreti. Tudi signala ni, tako da tudi ostale zadeve. Ja, v bistvu se zgodi, da Jernej bi lahko bil z nami, ampak povezava je bolj slaba. Zaključimo. Zdaj Jerneja on the spot. Ne. Kašne to? Jaz sloga ni hlepa. V glavnem. Ok, se slišimo se še tekom večera, pa bomo zdaj zaključili ta nek uvodni del. Cool. Jej! Skupnost Octosense. Simon Turnšek in Lan Štokelj-Vu. Kako se to prebere? Tako kot si. Mogoče za začetek, zakaj se temu reče skupnost in ne mogoče kolektiv, ekipa, duo, whatever, kakor se običajno zdaj to je popularno, da se naslavlja in s čim se ukvarja in mogoče kaj je vajina vloga znotraj te skupnosti? Ja, skupnost je zato, ker se je ta projekt začel 3 leta nazaj kot community project in plan tega community projecta je bil, da se zgradi neko vezje oziroma produkt, ki bi se ga lahko prodajali in pa smo dobili v bistvu idejo, da bi skupaj naredili ta Octosense. Torej, Octosense je stvar. Tako, je nek senzorski umestnik, na katerega lahko v bistvu 8 senzorjev priklopiš in pol manipuliraš z parametri zvoka. A to ste si vi izmislili? V bistvu ja, to smo si mi izmislili. Začelo se je tako, da ta Václav, ki je vodil projekt, je že par let nazaj naredil v bistvu nek umestnik sam za 2 senzorja in pa smo mi dobili idejo, da bi to razširili in z tega, ker jih je v bistvu 8, pol je ratali ime pač Octo, Sense pa zaradi tega, ker lahko senzorje preklopiš in stvar v bistvu senza. In se uporablja za različne inštalacije. Uporabljena je bila v cukrarni. Takrat je Miha Godec uporabljal kot inštalacijo, ki je preklopil na rastline. Tako, na rastline, takrat, ko je bila konc razstava. Mi ga uporabljamo kot Eurorack modul v bistvu za delanje glasbe, kot synthesizer, ker ima tudi interni synth engine,
tako da lahko tudi z njim producira zvok. Nam ga povežeš stvari, te Tako. stvari potem on zazna in iz njih dalje proizvaja zvok, ki se pač predvaja čez neke zvočnike. Ali Senzorje povežeš na ta umestnik in potem določiš, katere parametre bo spreminjal kateri senzor, katere parametre pri zvoku, pri sintezi v bistvu. Zato, ker je narejen za modularne sintetizatorje. In čar, da jih je 8, je to, da lahko dela več različnih potem stvari hkrati. Ja, Tako je, naprimer z enim lahko, z oktosensom lahko upravljaš pitch, ki je višina tona, naprimer oktave, glasnost. In to delaš vse točno s to stvarjo. Tako. Tukaj so gor so gumbki in to štelaš gor, dol, levo, desno in real time. V bistvu assignaš. ja, ampak ti zdaj Zmejca, govoriš okej. o internem sintetizatorju te naprave. Se pravi, noter ima ta sint, ima pač pitch, oktave, frekvence, glasnosti frekvence, še en oscilator in pa skupno glasnost. Torej, teh napravic imate več? Tako, v bistvu smo jih naročili takrat v zadnji rundi, se mi zdi, da okoli 20 ali 25. Večina smo jih upravljali za delavnice, kjer smo imeli eno delavnico takrat na koncu razstavi, eno delavnico na osmozi, pol kar je ostalo vezi, je pa plan prodati. V samem projektu nismo nikoli prišli do tega, da bi dejansko prodajali stvar, pa da bi se s tem marketingom ukvarjali, ker je malo zmanjkalo časa. Zato smo se v bistvu tako, med kolegi prodali, da pač porabimo zaloge, kar jih je, pa pol, da se lotimo neke nove stvari. S čim pa se vidva sicer ukvarjata? Sicer Noise, ne? z muziko ali Ne vem, vaju jaz in poslušalci recimo ne poznajo. S čim se torej... Ja, zdaj imamo ta band, Dronišnica se kliče, audiovizualni noise band, bi lahko temu rekli. In ja, imam pač... Torej, prvotno glasbenika, zdaj posredno na pol intermedijska umetnika. V bistvu ne. Če za sebe govorim, sem študiral elektroniko na elektrofaksu. V bistvu sem takrat dobil zanimanje za neko elektroniko, sintezo, samo glasbo. Se pa v zadnjih parih letih smo formirali ta band, se pravi, pa tudi na osmozo smo hodili na kakšne delavnice, pa to se povezali z njihovo skupnostjo. In ja, zdaj v bistvu sodelujemo, če kakšna razstava, inštalacija, kakšni performanci. Ok, in če mogoče zdaj povemo še kakšno besedo o tem konkretnem delu, ki se bo danes odvilo na praznikovanju. Zakaj gre? Kako sta si to zamislila, zastavila? V bistvu je bilo dokaj improvizacijsko. Smo pač prenesli sinte in priklopili senzorje gor. To je to. In je mišljen, da se dogaja kaj? Ja, mislim, prvo zdaj to stoji, pa da folk malo vidi, pa se igra z senzori in potem pa bomo naredili nek tak krajši performance, oziroma ja. Ki torej vključuje bi lahko rekel. Človeka, da miga okoli teh senzorjev in te senzori potem... Ja, mislim bolj mišljeno, da mi migamo okoli, ampak ja. Ja, je pa en senzor, ki v bistvu triggera stvar. A unka je tako ven iz mize, tam Tako. ven štrli. Ki sproži. Tako da, ja, v bistvu je sam demonstracija tega vezja, eno na senzorjih, pa eno na sintesajzerjih. Pa je potem tudi neka povezava z lučmi? V bistvu ne, to se slučajno zgodi. Ja, zato ker je prenesel, se mi zdi, da Dimitrij je prenesel neko audioreaktivno luč. Ki ločeno od vajnega vezja reagira na zvoke v prostoru. Mislim, sam zaradi tega, ker je na napajanje bajte preklopljen. Ne, mikrofon ima not luč. Ima noter? Ja. Kadet? Pol, ko bomo začeli, koliko časa bo zadeva trajala približno? Bomo videli, ampak načeloma 20-15 minut. Ja, tam nek 15-10 minut. Ok, bi še kaj dodala? Ne. Po moje, to sam ne vem zdaj, a smo bili dost konsistentni za rdečo linijo, sem da sem malo skakala. Ja, predvsem ti se preveč igraš s tem, namesto da bi se fokusiral na svoj mikrofon. Se pravi, čujem. A to pomeni, da zdaj ta stvar je tukaj, ampak ena je spodaj priklopljena, nisi uno izklopil, te gor prinesel. Ne. Ok, torej kaj, to je, veliko je približen 10x10 centi. V bistvu 13x11, ampak ja, bodimo natančni. V formatu tega Aerorack, ja, ki je v bistvu standardni format. Kaj je Aerorack? Aerorack je pa način... Ma ne, Aerorack je nek, kako bi rekel,
standard modularnih sintetizatorjev, ki je v bistvu nastal z namenom, se mi zdi, z namenom, da se obudi nazaj modularne sinte in se je vzpostavil nek standard, ok, zdaj pa imamo mini jacke, pa imamo toliko velike panele, pa tačno napajanje in to naj bo to. A so te modularni sinti nekaj, kar zdaj ima nek ta comeback, postaja nazaj popularno in je nekaj, kar ima vsak band? Ali? Mislim, mogoče smo zdaj na padcu, ampak tako pred 10 letimi, je bil comeback. Nima pa ne bi rekel, da ima zdaj to vsak band. Ne. Mislim, prosto, ki je drago in drugo. Ja, pa se mi zdi, da je taka stvar, kjer se moraš malo spoznati na samo tehnologijo, to, ker ni glih zahtevno, ampak je pa potrebno vedeti, ne vem, kaj so filtri, kaj so oscilatorji, kaj so različne komponente iz samih synthesizerjev in pol te skupaj povežeš v nek modularni sistem. To pač uporabiš kot, da daš nek že obstoječ signal ali na te senzorje, tako smo rekli, ali pa prek teh senzorjev devaš pol nek signal v svojo ostalo opremo od synthesizerja. No. Okay. Se da kaj od tega na hiter poiskati pa slišati na internetu? Se pravi... Če bo hotel kdo poiskati, da si malo predstavljeno, kako stvar zveni. Eurorek. Tako, zdaj, da bi predstavljal, kako prav zveni, ne vem, če imamo kaj, če pa od Osmoze stran ima objavljeno v bistvu Osmoza Octosense. Se mi zdi, da tam piše vse o projektu, pa vse o tej stvari na koncu. Ok, no pa se bom tudi jaz zdaj, ko bosta začela posnela. Malo, da se bo slišali. Ja. Ok, hvala vama. Gremo zdaj zaštartati stvar. Super, hvala tebi. Okay, so now we have Dmitry Morozov, aka Vtol, the artist that works actually different things in Slovenia for the last 10 years. And maybe before we actually talk about the art piece that is downstairs, maybe tell me, what is this Vtol that is your artist name? What does it mean? What is it? Hello. Yeah, thanks for the introduction. Actually, VTOL stands for Vertical Takeoff and Landing, and it's an aircraft term, but it sticks to me so many years ago. First, I was more into the sound art, music, underground noise art scene, and it was much more common to be presented as you know, with the alias than with the name. In the same time, Dmitry Morozov is like, I don't know if you have analog in Slovenian, but it's something like, I don't know, like the most common name, one of the most common names. So if you Google it, there will be like 10,000. 10,000, yeah, similar names of different people. Some of them are well known in different fields. So when I shifted more into the art, into the installation art, I just keep this alias for my, you know, it's also a name of a project, I could say, which is typical more for a music scene, to have a project as like alter ego or as something parallel with your name and your personal life. So I just keep using it, and this is already like not anyhow related anymore to the meaning of this acronym. So it just become my it's not my name, it's the name of the project behind, like, and I'm just behind it. So like one of your first projects were music related, am I right? No, actually not really. I was more into the synth building scene, so I was making my own musical instruments, electronic musical instruments for noise performances, but it was also, I wouldn't call this a business, but this was my like occupation, like a small DIY manufacturer of making small cute noise machines, and I was in late 2000s selling them a lot all around the world, and not even performing using them. I was more building them for other people, but then slowly I also started to perform, and through this I get into the sound art and sound installation, experimental sound studies, or
whatever, you know, how it could be called, different names. And already after that, through technologies which are for sure needed for digital music, for even whatever, like electronic music, it could be also analogic. Through these technologies, I realized that they are amazing tools and instruments for creating not just sounds, but visuals, sound, light, kinetic, art and science, hybrid something. So I came to this field through tool making experience, from tool making experience. So, because the art piece that is downstairs is not actually sound or music or instrument related, but it's actually about visual stuff. So maybe tell us more about this art piece. What's the title and what is it about? Okay, yeah, for sure it doesn't produce any sound, but if you would check my other works, it is fitting completely into the line of many other machines of similar size, color, technique, way how it looks, that are producing sounds as well. So it's just like a bit untypical, but at the same time, it's not an exclusion. It's just this piece could like blend. Yeah, it could blend. You know, at the end, I was even thinking about adding the sound into it, but I built it for one exhibition where I knew that it's going to be so loud that this layer is not really needed that much. So I decided it could stay silent, but it definitely fits into the line of different other machines which are producing sound. So the machine actually. It's a new machine. It's like the newest machine I have built in December 2023. But at the same time, it has roots in a few of my previous machines I made exactly 10 years ago, in December 2013. And this happened a bit, I would not say accidentally, opposite. It happened by request. By commission work. Yeah, it was a commission work by one curator who wanted to have kind of reincarnation of the machine I built 10 years ago, but with slightly different concept. But the core element would be a printer that makes digital images still and printed and physical, you know, available to be given to the visitors. And so what this machine is doing, it has a camera and it has a printer and a monitor and just one button. So when you come to the machine, you can see yourself like in the mirror. So it's a photo booth. Yeah. So, and you can press the button once and then the machine takes a photo of you. But right away, this photo starts to disappear. This image becomes distorted, and as longer you wait, then more distort and glitched it becomes. So especially if you move, right? Especially if you move, because the camera is still active and the camera is kind of overlapping the image, not with the new images, but this affects the way how it's getting these distortions. And this is connected to the concept of memory, of a human memory, that it's always lying to us. We are sure after 10 years that we are remembering, something, but it could be opposite, or I don't know, different color, different. You are thinking you need to turn to the right, but you need to turn to the left, and so memory do all these tricks to us, and it's a very interesting mechanism. And so you could wait longer, and then the image go into the very abstract composition. You could not even recognize any parts of your face or body or what's around it, but it's still based on what it has seen. So it become like this very foggy memory image. And at the same time, you can stop this process at any moment. You could press the button second time, and then the machine gonna print what the result of this erasing, and you will get this as like a fixed memory already. Like you will have like a still image, a proof, a physical proof, and this will stop this disappearance. What's our modern media are doing to us with possibility to remember everything, storing this in the cloud or having this on a hard drive or somewhere else. Of course, nothing is forever, so even this printed image will disappear maybe in 20 years, just the colors will degrade because of, I don't know, UV light or humidity or something else. But at the end, it's just like a
painting machine, you know. So you could create nice images which are based on your portrait, and the algorithm is a bit chaotic, and sometimes you get these destructions super fast, so you need to press the button pretty fast second time to get the image more or less look it like you if you want. Yeah, it's quite fast actually. Yeah. If you wait a few seconds and move a bit, you're already gone. The face is gone. Yeah, but to me at the end it's more like a social experiment, and I'm not like using people involved without understanding this. It's just like interesting to observe how they react to this, because it also shows the perception of abstract whatever, you know, not even art, just like the abstract terms, abstract images, for example, like in this case. And some people do really enjoy this, and they really wait longer to get as more, you know, as much crazy image as is possible. Yeah, before we waited like for 5 minutes, and I saw that some images came out. It was just like black square. Yeah, like total, like just 1 pixel glitch totally. Yeah, that's super nice. And sometimes it's cool when you wait like really a little and you still recognize yourself, but you still get already something distorted. But this is also like the memory work. So I'm not trying to make here a simulator of the visual memory, but this is related to that, and it's a very like, I would not call this a very deep or complicated work. It's at the end just a fun machine for people to enjoy messing around with it. And sometimes what I really like in interactive art, which I don't do that much these years anymore, but from time to time, like this time, I don't really like anymore, like when people interact with the work. But one of the most interesting parts of it and the goals of it is that you always meet people that are trying to hack the machine in some very fun way. Like I saw at the previous exhibition where it was shown for the first time, like people were printing the image of themselves, then taking this image and putting this in front of the camera, then pressing the button one more time and getting glitching images of a glitched image, and then like a third, fourth time, and getting all the time very interesting results, more interesting than, let's say, if they would just do the portrait. Also, I saw how like a very nice people came to it, and they were like so pissed off that their images were distorted, so they were like almost angry. They were expecting to get something like an Instagram image of themselves, and they were getting some, you know, crazy faces at the end. And so but one of the girls immediately hack it with just pressing button 2 times in a row, like immediately, and she was getting completely still image, and that was fun. I mean, even I wasn't trying this because I wasn't expecting this could be needed. The machine is made to like make some changes, but she was interested in having her completely with with the mock-up she made, you know, like not distort anyhow, and that was super nice as well. So people find their own ways, and sometimes very creative ways of acting and interacting with even a very simple interface and simple way how it works. And this is always interesting when people take it or not, but you always also meet people who are really diving into making the images very abstract. And at that first exhibition, I saw like one lady, she took like 20 images of herself, and they were all super different. And she took them all with her. She was like so admiring the results, you know, she really liked it. She was even saying that she would do a frame for that. That's cute. So it's like a bit automatic, generative, but at the same time, there is always a personality, you know, behind this, and it's a story and a memory by itself, you know. So they're taking not just the image, but some kind of memorabilia, you know, from the moment they were interacting with the art piece. You say it's quite simple, but actually production-wise is actually complicated, right? The whole machine and how to connect everything, and also to write a code. For example, I had a question. What is the thing that spins on top? Well, I would not say that. To me, this is
like a side fun project. It took me 3 days for the whole machine. So it's like from the scratch to the final result. So I'm super fast with this kind of small things. To me, it's like that. But okay, I have some experience in building this kind of objects. The spinning disk is actually kind of a metaphor for hard drives, like old school hard drives, which are still widely used. So it's a disk with a few, like actually 5 or 6 magnets, I can't remember now. And the sensor for this magnet, so like a whole sensor, the sensor that can detect magnetic field. So the disk spins, but the sensor is standing still next to it. And once the magnet is close to the sensor, it changes the way how the next image will be made. It's not very transparent, I mean, like not very clear for the audience. It's just like an additional element, but I wanted to complicate the work a little bit, you know, also add some visual, futuristic, strange element to the work, so to make it a little bit more interesting, maybe. But this adds some randomness, let's say, to the whole piece. I could do this much more simple with just writing a code that do this the same way, but by adding some additional elements, I think I add something to the work to make it a bit more weird or, I don't know, interesting or fun. Also, this randomness, we talked before that some pictures come out black and white, most of them actually, and some come in color. And you said this is totally random, and if you get a colored one, you're the lucky one. Yeah, but it's, you know, I like to create mythologies, like some different myths. Oh, so you actually know that, like every 7th one. No, this I don't know. I know that the ratio between black and white and color is about like 1:5, but it could be like 10 in a row, black and white, and then 2 colorful. So you cannot predict this, but I can change this. Also, one of the reasons why I made this like that is because the first exhibition when it was standing, it was with very intense, colorful light all around. So, and the light was always the same, like red color. So every time, if everyone would get the colorful one, they would get always the super over saturated red one. So I put it a bit less, but then I decided not to change it for here. And I think it's quite nice that from time to time the colorful gets out, and it's just like unpredictable event. Yeah, but I'm not really a big fan of randomness in general in art anymore. It was a big thing for generative art for like last 20 years, but now it's more interesting in, like, to have more logical events triggering some changes in the process. This is also one of the reasons for having this disc there. But at the end, it's not such a complicated and deep piece to like saying sorry that I'm using some randomness there. For sure, there is some. Yeah. Okay, thank you very much. You're welcome. Thanks. And also have the beautiful rest of the evening. Yeah, you too. No, zdaj, Adrian, ti boš v bistvu povedal nekaj v imenu oziroma o Neži Perovšek, slikarki, ki danes tukaj razstavlja 2 slikarski deli, ampak je žal ni z nami. Tako da bi v bistvu tebe prosila, da jo mogoče predstaviš in poveš, kaj so te glavne premise njenega dela oziroma zakaj si izbral, da letos prisostvuje na praznikovanju. Ja, seveda, to sprav. Pri Neži Perovšek se mi pravzaprav zdelo najbolj zanimivo to, da gre za abstrakcijo, ki jo naš prostor, pa tudi svetovno gledano, poznamo predvsem prek nekih premis visokega modernizma, ki so zelo medijsko vezane, to zapravo se v bistvu navezuje to na neke misli, ki pravzaprav že Platon v tem pisal, pa seveda Clement Greenberg. Kaj točno misliš s tem? Mislim predvsem v tem oziru, da veliko slikarstva, oziroma se pogosto slikarstvo v smislu podobotvorjenega mimezisa, naturalizma in tako naprej, lahko kritizira v tej smeri, da je podoba, oziroma da je slikarsko delo vedno nekaj manj od tega, kar upodablja. Naprimer, nek motiv, pa je lahko stol, ki je naslikan, mu manjka ravno ta ključna lastnost, ki jo stol ima, in to je v bistvu to, da se na stol lahko usedeš. Ne? Tukaj imaš pa zgolj neko reprezentacijo tega objekta. V tem kontekstu se mi zdi v bistvu zelo zanimivo, mogoče ravno to,
da v 20. stoletju se presprašuje to, oziroma se presprašuje neke meje medija, to se pravi, kaj je to, kar je slikarstvu lastnega, kar je pa v bistvu v tem primeru barve, plosku, tako naprej. To se pravi zelo autoreferencialno. V Nežinem primeru pa gre tukaj pravzaprav res za nek preobrat, zagotovo deluje zelo slično temu, kar sem prej omenil in lahko spominjam na neke modernistične avtorje. Vsem pa to ni njeno primarno izhodišče, ki je pa bolj vezano medijsko, oziroma bi skoraj da lahko rekel intermedialno v tem smislu samega procesa nastanka dela, kjer pa gre v bistvu za to, da tukaj ne gre nujno za abstrakcijo kot nekaj, kar je vezano na sam medij, ampak gre za abstrakcijo v smislu tega, kaj podobotvorje danes je. Na način tega, da vzamemo nekaj iz interneta, da se fotografira nekaj s telefonom, se to na računalniku kolažira, modificira. Tudi v njenem primeru gre predvsem za prakse apropriacije, rekontekstualizacije, digitalnega kolaža in šele potem, ko je neka ideja na ta način artikulirana, pravzaprav pride do te materialne izvedbe, ko s tem samim slikarskim ustvarjalnim aktom pride do umetniškega dela oziroma do slikarskega dela. In to se mi zdi v bistvu nekaj, kar pravzaprav v našem prostoru manjka, ali pa da vsaj rečemo nekako drugače. To je nekaj, kar naredi kar eno veliko razliko napram umetnikom, slikarjem postinternetnega, postmedijskega obdobja, ki v večji meri pravzaprav se poslužujejo teh najdenih podob na način tega, da kažejo nek mimezis, se pravi lahko prepoznamo motive, obraze in tako naprej. Ampak kaj recimo prepoznamo na njenih delih, ki so tako v resnici, kot si rekel, abstraktna, gre v bistvu na najbližje, kar me zdaj spominjata te dve deli, ki sta spodaj, je neko zmačkano svetleče blago, recimo. To se mi zdi v bistvu dober komentar, zaradi tega, ker se umetnica pogosto navezuje na kakšne sodobne materiale, ki imajo neke lastnosti v smislu nekih odbleskov, nekih svetlobnih efektov, učinkov. Gre pa tukaj pravzaprav po mojem mnenju tudi za več, gre tudi za način dela oziroma način razmišljanja. Zaprav, če v visokem modernizmu ponavadi govorimo o abstrakciji, je tam to prvo zgrešeno to, da pravzaprav ne gre toliko za abstrahiranje, kot gre pravzaprav za upodabljanje nepredmetnega, gre za nepredmetno slikarstvo. Terminološko bilo to bliže. V Nežinem primeru je pravzaprav ta pomen tega abstraktnega kar nekako na mestu, ker gre v bistvu za izhodišče nekih podob, dejanskih podob, fotografij ali pa najdenih podob, ki so ta osrednji motiv. To je prav njeno delo, na nek način to abstrakcijo lahko razumemo kot nekakšno tihožitje podob, ali pa če poskušamo ampak teh podob ne vemo, kaj so. Lahko ugibamo, tudi se mi zdi, da se lahko kje zasluti, kaj je ta izvor oziroma iz kje prihaja. So pa zagotovo pa učinkujejo abstraktno. Ne? Iz tega vidika bi rekel, da prva asociacija gledalca je lahko tukaj nekje vmes med abstraktnim pa med mogoče nekim hiperrealizmom. Ne? Ker ko pogledaš delo od blizu, pravzaprav opaziš, da ne gre za neko gestualnost, ne gre za neke poteze, ampak gre za nekaj, kar je v bistvu v nekem pozitivnem pomenu besede virtuozno odslikano na platnu, da učinkuje na takšen in takšen način. In z tega vidika je meni to pravzaprav zelo blizu ekranskemu slikarstvu, zelo blizu mi tudi nekim medijskim podobam, ki govorijo pravzaprav ne nujno toliko o podobah oziroma o tem, kar gledamo, ampak govorijo tudi o tem, kako te podobe danes nastajajo, kako jih konzumiramo. Njena površina slikarski del je zelo gladka, homogena, niso vidne poteze, material ne pride v spredje. To se pravi, gre v bistvu za nekaj, kar je zelo blizu ekranskim površinam. Zelo je tako, če mal karikiram, zelo tako, kot če bi po slajdu po telefonu in videl 10 podob, ki kar naenkrat šibajo čez fragmentirano različne barve, ta mogoče tudi nekak nejasnost, neopredeljivost tega, kar je točno ta motiv. Zato bi rekel, da tukaj gre, da gre bolj za to, kaj so te umestniki, s katerimi mi v današnjem času doživljamo neke interpretacije tega stvarnega sveta.
Ampak v osnovi so si njena dela, vsaj ta trenutna, pa mogoče tudi ta, ki so zdaj na ogled v Ekurni, za katero razstavo si ti tudi napisal kuratorsko besedilo, če prav razumem, so si podobna med sabo, ne? Gre v bistvu nekako, če se navežem sama nase, poprej gre za različne zmečkane vrste blaga v barvah. Na hitrco ja, ampak bi rekel, da je mogoče to vse neka banalizacija. Tudi razstavo, ko sem njeno kuriral v galeriji Simulakar, je imela več odklonov, to se pravi tudi neke medijske transferje, besedilo, to je en element, ki se mi zdi tudi zelo pomemben. Naprimer tega v Ekurni mislim, da ni, oziroma da ni navzoče. Je pa to prav zares en tak segment, ki se mi zdi tudi, da je lahko to neka morebitna smer, v kamer bi se lahko razvijala v prihodnje. Ok, tukaj je zdaj z nami Jure Zrimšek, predstavlja se z 2 slikarskima deloma. Mogoče, Jure, tvoja dela na hitro izgledajo, mogoče sploh ne kot slikarska, ampak mogoče na hitrco kot nek print, mogoče tudi zato, ker so kolažirana, sestavljena iz različnih motivov, mogoče celo nekih motivov, ki jih človek prepozna, ker jih je videl že neki drugi, iz kakšnih filmov, iz kakšnih drugih umetniških del. Kako se lotiš ti gradnje slike oziroma kje iščeš te motive in ali jih aktivno iščeš ali bolj tako, kar ti pade pod prste? V resnici opažam, da jih dobim glede na neko obdobje. Pač vidim, da jih imam po nekih intervalih vezane na neko splošno stanje. Ne vem, pač. Tako svetovno stanje ali tvoje osebno stanje? Pač moje osebno stanje v odnosu do splošnega, recimo, na nek način. No? Tistega, kar me obkroža, tistega, v čemer sem. V resnici je to ful avtopoetično delo, ne? Mislim, vse skupaj je ena velika avtopoetika, ki je prepakirana na nek način. In težko razložim na posameznem primeru, ki je znan, tako kot si ti opisala, ne? Da gre za določene zadeve, ki so obče, ampak imam jaz recimo eno zelo osebno zadevo vezano na to zadevo in potem iz tega naredim nek kombajn. Med subjektivnim in objektivnim, ja. Tukaj spodaj imamo razstavljeni 2 sliki. Ja. Ena je tako razdeljena kot na 4 dele. Ja. Ena pa ni, ena je pa samo tako nek napis, ne? Se razteza čez njo. Ne? To so zdaj v bistvu na hitrco 2 drugačna pristopa. Ne? Ja, pač te 2 deli sta v bistvu v sklopu ene širše postavitve, ki jo delamo v ateljeju, v katero je zajetih približno tam 11 del, katerih v bistvu skupni imenovalec je samo višina, teh 50 cm. Aha, torej format samega samo dela. Format v bistvu nekako je edino lepilo, ampak samo višina. Ne? Vse ostalo je v bistvu, vsaka je na nek način svoja. Ne? Način, kako so sledje naredim, pa vem. No, ampak zdaj že imam prihitev. Ja, so del ene večje serije, ki bi rad naredil. Torej to so novejše slike nastale letos in lani? Ja, tako, ja. Zdaj mogoče, glih prej sva se pogovarjala, ne? Na eni od tistih četrtink na eni sliki je neka ženska, ki sem jo označila za mrtvo, da gola leži v bazenu, pa si potem ti rekel, da ne, da ni mrtva in da je to iz enega filma. Pol si malo podvomil v to, nisi bil več zihar, kaj je s to žensko. Iz katerega filma je to, mogoče veš? Ne vem, v resnici ne vem. V resnici sem samo vzel neko sekvenco, ki se mi je pač ponudila, v bistvu skozi zelo barno gledal v resnici in ne, da sem bil zelo aroganten pri iskanju. Bi rekel, da mogoče bolj loviš neko vzdušje, nek vibe s temi izbranimi podobami, ki so v resnici do neke mere vsaj nekatere zelo tako ikonografsko opredeljene. Iskreno, točno ta, v bistvu je na nek način ena moja osebna, ne bi rekel obsesija, ampak eno delo mi je zelo všeč od Marija Pregla, no? Z istim naslovom. V bistvu sem jo poimenoval po istem naslovu od Pregla in je v bistvu, kako se reče, tetralogija. Ne? V bistvu 4 različni načini, 4 različne poti, 4 različni načini, ki so v bistvu, mislim, sama beseda izhaja v bistvu iz medicine, ne? Govori o 4 prekatih srca, ne? 4 odvodi, ampak ni pomembno v bistvu združiti 4 motive, ki
so si nekako likovno pa pomensko različni, no, in jih na nek način sestaviti. Torej gre v bistvu za... Moja interpretacija tistega dela. Okay. Kaj pa je na tisti sliki? To je ena od 3 slik, ki so v Moderni galeriji na Čakaj, ena je tisto omizje. Tisto popojansko omizje, pa je Neznani heroj in to je pa potem tetralogija. Ok, in potem na tvojem delu je to v bistvu tvoja interpretacija nekako, ok, to nago žensko v bazenu v kroglem smo že omenili, potem je pa en astronaut na Luni. Ja. To je po neki fotki nekega pristanka na Luni dejansko? Vzel bi sodobnejšo, če bi obstajala, pač ja, hotel sem človeka v prostoru, ki mu je tuj, ne. Potem ta norček? To je ta Hrlekov, tega poljskega slikarja. Ja. Ja, pač in pa potem neka pozicija človeka. Četrta v resnici predvidevam povzeta po neki fotografiji ali kaj, neke eksplozije. Pač ja, nekega gorečega avtomobila sred ulice. Ok, in to je v bistvu tehnika česa na platno? Olja. Ker tako v resnici, nisem čist blizu stopila, ampak daleč v resnici izgleda zelo tako natančno narejeno, ne izgleda kot olje na hitrcu, ne? Ja, to pa zato, ker pač se sama tehnika olja prilagodi v bistvu tehnoloških zgradnji tega dela, ne, pač. Kaj misliš s tem? Ja, način, kako je v bistvu likovno sestavljena, ne, v smislu tega, da je sama izgradnja odvisna od računalnika, ne, mislim, sam proces dela je odvisen od računalnika, pa pač sledenja številkam in mestom, kamor barva pade. Uporabljaš, si pomagaš z projektorjem? Imam več načinov podslikav, ampak vse, kar je isto, v bistvu način, kako barvno izgradim sliko. Pač uporabljam 3 barve, osnovne 3 barve, pač rumeno, modro in rdečo, plus črno in belo. Potem jih pač čisto procentualno poiščem na samem formatu, ne, jih določam in vsako posebej namešam. Tako zelo bi so računalniško, kakor so piksli mogoče narejeni na ekranu. Jaz dobesedno kliknem na piksel, na pikselu tega pač odmeri njegovo barvo, ne? Torej 20% črna, torej to je svetlo-siva, ne? Namešam to barvo to, potem pa piše, največkrat so barve mešane med sabo, torej rdeča in rumena, rumena in modra, modra in rdeča, vedno v odnosu do 2 v procentu, torej 40% modre, 30% rdeče, vmešane v to sivo, ki sem jo predhodno namešati, postaviti na mesto, kamor spada, ne, na formatu in potem spet ponoviti. In to narediti, dokler ni končano. To pomeni, da ti mogoče eno delo vzame ful časa? Približno 2 meseca. To je kar ful časa. Ja, ful, ja. Ja, ker formati teh 2 slik spodaj so... Sta majhne. Ja. Ja. Ampak to velja čisto vse en od formata, ker je treba barvo pač mešati. Kakšna tvoja dela zdaj se da ujeti in videti na Instagramu, je v bodoče na vidiku kakšna razstava, kjer bi se lahko še tvoja dela videlo? Ja, rad bi imel v VC-ju v Aleji eno razstavo tako v izvengalerijskem prostoru v resnici. To bi prvo, kar bi rad naredil s tem. Potem pa če kdo dan kam povabil, bom šel, če ne pa pač. Pol ideja, da bi se v bistvu ta serija, ko si rekel, da v ateljeju nastaja, da bi se v bistvu skupaj razstavila. Ker tukaj sta samo 2, ne? Tukaj sem v bistvu skočil, ker me je Adrian pač prosil, ne, da pač pridem sodelovati. In sem rekel pač ja, ne. Zdaj, ko pa pač izbiral, kaj bi imel, je pač smo dovolili, so se strinjali, da pač lahko vzame iz tega, kar je on izbral, ali si ti izbral? Je izbral on, ja. Aha, okay. Ja. Tako da, ja, tako sem totalno prepustil njemu. Okay. Ja. Velja. No, najlepša hvala. Ja, hvala tudi tebi. No, zdaj pa mogoče če rečeva, Adrian, še o delu Mihe Turšiča, torej tudi njega danes ni z nami. Gre pa v resnici za predstavitev projekta na nek način, o katerem smo mi že govorili na tem podcastu. Samo v parih stavkih, če nas spomniš, zakaj gre in na kakšen način je to prezentirano danes tukaj. Ja, kratko in jedrnato bi rekel predvsem to. To se pravi, Miha se ukvarja, to se pravi, njegovo interesno polje je vezano na naše okolje. Z našim okoljem se ukvarja na način, da se v bistvu zelo dobro zaveda, da večji del časa mi tega okolja ne vidimo v tem direktnem smislu.
ampak je to pravzaprav preko posrednikov. Naj si bodo to satelitski posnetki, spet te so lahko v obliki recimo Google Maps, Apple Maps in tako naprej, neke navigacije, GPS-a. Tukaj pa gre pravzaprav že za neko interpretacijo okolja. To ni dejansko okolje, to je abstrakcija okolja in tudi te podatki sami po sebi so predelani na način, da služijo določenim namenom oziroma določenim pomenom. Sprav, v zadju tega so že neke agende. To je pa nekako zelo pomembno zaradi tega, da se v bistvu zavedamo, da so to naši produkti. To se pravi, kaj mislim s tem, ko to rečem? Mislim predvsem to, da to, kar gledamo, svet, ki ga doživljamo, je zelo vezan na jezik, ki ga govorimo, ki ga poznamo in v končni fazi na interese, ki jih imamo v zadju tega. To se pravi, neka okoljska dejstva, kakor vam pravi, so že proizvedena na določene načine, pripravljena na določene načine in tudi te pomeni, ki jih ta okoljska dejstva nosijo, so pravzaprav že procesirani. Niso popolnoma objektivni, ampak so del nekih interesov. Naj si bo, da so to podjetja, da so to države ali pa posamezniki. In to se mi zdelo v bistvu zelo zanimivo, ker pogosto govorimo o naravi na nek tak zelo, že sama beseda narava je zelo romanticizirana, v smislu tega, da se človek loči od narave, to se pravi, mi nismo del narave v tem kontekstu, ampak smo izven tega in govorimo o tem. Zato tukaj bolj primerno govoriti o okolju, nekaj, kar nas obdaja, nekaj, kar smo in tako naprej. To okolje, kot tako, pa je pravzaprav res, v njega posegamo že dolg časa. Ne? V končni fazi to neke večje spremembe lahko opazimo že z agrikulturo, industrijskimi revolucijami, digitalnimi revolucijami danes. Spet toliko bolj v nekih drugačnih kontekstih. In se mi zdi v bistvu to zelo, kako bi rekel, neka stvar, ki se je redko zavedamo, pravzaprav pa zelo oblikuje te naše pogoje bivanja. Kako živimo, kako gledamo na svet, kako ga doživljamo. In to se mi zdi pa pomembno predvsem zaradi tega, ker smo v vsem nekih precepih, to se pravi kar nekaj globalno segrevanje, kako razmišljati o okolju in tako naprej. In zato je nujno, to se pravi za neko družbo prihodnosti, da je opremljena znanji, ki to presegajo. To se pravi, gre v bistvu za neka transdisciplinarna znanja. Spodaj na stopnišču je projekt predstavljen na način projekcije, torej gre v bistvu za projekcijo 2 zemljevidov, ki se nanašata na ta vprašanja, ki si jih zdaj. Konkreten projekt je v bistvu Atlas Slovenija, ki se stoji iz več enih caseov. Zdaj seveda pač smo tukaj časovno in prostorsko nekako omejeni, kar se same instalacije tiče. Tako da gre za dvokanalno projekcijo, ki v bistvu so postavljena. No, mogoče več o Mihi Turšiču in temu projektu Atlas Slovenije lahko poslušate tudi v že posnetem podcastu, dejansko z Miho, in sicer sezona 2, epizoda 11, Miha Turšič in Adrian Praznik zaskrbljeno o okolju. Tako da tole bom tudi spodaj polinkala, pa si lahko mogoče malo več poslušate tam. Na praznikovanju se je predstavila tudi Lara Reichman z video instalacijo. O njenem delu bo mogoče malo več povedala Rea Vogrinčič. Rea, mogoče na hitro, kaj je bila ta video instalacija, kaj je to bilo in mogoče neko ozadje in kje je že bilo mogoče predstavljeno. Gre za projekt z naslovom Loading Suns, ki je bil v bistvu premierno predstavljen v Axiomi v sklopu te iniciative za podporo mladim umetnikom U30+. Kdaj je bilo to? To je bilo, mislim, da decembra. Aha, ja, zdaj čist fresh. Okay. Ja, to je zelo nova zadeva. So se je začela, otvoritev je bila nekje sredi decembra, glih takrat, to je zdaj tako moja interpretacija, ampak glih takrat, ko se začnejo vsi te prazniki in je tudi malo delno mogoče nehvaležen timing za ne otvoritev, ampak pač tudi za to, da si nekdo pogleda to razstavo. Razstava je bila meni osebno super in kar je bilo pa v bistvu eno od premislekov, zakaj vzeti ta projekt in ga še enkrat predstaviti tukaj na praznikovanju, je bil to, da ima pač
ta projekt dati. Mislim, dajmo ta video še enkrat drugim ljudem pač za pokazati. Tako čist. Ker je video in se ga lahko mogoče malo lažje tudi prenese čez nek tak sproščen format. Vsebinsko se pa pravzaprav ona ukvarja z neko tako zelo, lahko bi rekli, nekako delno poetično narativo, v kateri je kot nek protagonist. V tej poziciji protagonista pravzaprav postavljena Terra. To je ta nek tak znanstveno-raziskovalni satelit, ki tudi obstaja, pač dejansko obstaja, pač ni to neka izmišljena forma, izmišljen satelit. Ta satelit ima 4 ali pa 5 senzorjev in kar se dogaja je, da v bistvu mi poslušamo te 4 senzorje, ki se med sabo pogovarjajo. In gre za neko tako zelo, ko bi rekel, tako delno poetično, pa tako na zelo zanimiv način se v bistvu loti te tematike, tega satelita, ki bo počasi nehal delati in začel v bistvu se izklapljati in s tem, ko se bo izklopil, bo začel pač padati v nek drug layer te orbite in bo začel pač umirati. To so dejanski posnetki tega satelita. Pri samem videu gre za v bistvu neko kombinacijo nekih realnih zgodovinskih podatkov, ki obstajajo in tudi pač nekih realnih informacij, ki jih ona kombinira z neko svojo narativo, pa v bistvu z neko svojo vizualizacijo tega videa, ki je tako zelo... Če bi mogla slepemu človeku opisati, ali pa vibe. Mislim, to je en video, na katerem ona naredi neko tako kratko predstavitev mogoče nekih teh prvih principov, kako so sateliti izgledali. Recimo nek prvi primer satelita je bil golob z pripeto kamero nase in pol pač gledamo ta posnetek tega goloba, ki leti nad zemljo in pol se to v bistvu nekako transformira v njeno interpretacijo in animacijo in 3D oblike nekih form, ki spominjajo na neke vesoljske objekte, ki se potem iz teh objektov spremenijo v neke objekte podobne satelitom, ki so pač dejanski prikaz satelitov, ki obstajajo. Tako da v bistvu meša pač neko to fikcijo z nekimi realnimi fotografijami, ki so bile posnete z fotografije oziroma z nekimi imidži, ki pač so taki, kot pač zares so. Tako da gre za nek tak hibrid njene pripovedi, kaj ta Terra počne. En od fokusov je pa potem tudi zvok, kot si rekla, ko so te 4 senzori, ki se med sabo torej pogovarjajo. Ja, zvok je v bistvu ena od v sami postavitvi v galeriji, bi rekla, nekih bolj, mislim, zelo pomembnih elementov za samega obiskovalca, ko v bistvu sedi in gleda ta video. Zdaj v našem primeru tukaj na praznikovanju pač tega nismo mogli izvesti v to vrstni postavitvi, ker nam pač imeti 4-kanalno zvočno postavitev je kar, mislim, ti vzame pač nekaj časa, nimamo niti prostora. Sama projekcija, ki smo jo predvajali, je bila v bistvu predvajana na zunanjo steno hiše, ker je bila pač največja stena, na kateri smo lahko pač to izvedeli. Tudi ni bila seveda toliko zelo optimalna, ker pač ima neko teksturo ta stena, tako da je že v tem primeru tudi sam video ni bil toliko precizen, kot dejansko je. Pač ni se dal toliko lepo videti vseh teh oblik, form. Mislim, še vedno se je dal zelo lepo spremljati samo narativo, ampak pač ni bilo pa tega, kar je sama galerijska postavitev imela. Mi je bilo pa zanimivo čisto iz tega vidika, kako se pač sam projekt prestavi v nek drug prostor, ker pač si ti omejen z nekim danim okoljem, ki je veliko bolj tak, ne zares Robinsonovski, ampak pač ni ta white wall. Te 4 glasove, ki se pa med sabo pogovarjajo, pa govorila. Mislim, ona je pri oblikovanju glasbe in zvoka je sodelovala z Gašperjem Torkarjem. Glas je pa v bistvu tem 4 senzorjem posodila Ana Čavič, ki je v bistvu potem njen glas je pol nekako narekoval cel ta video, pač pogovor. Po mojem je bilo po eni strani malo nepričakovano to, da smo video dali na to zunanjo steno, ampak se je sam zaradi prostora, v katerem smo, ker pač je šlo za neko dnevno sobo, za neke hodnike, dosti nice, da se v bistvu sama zadeva
nekako tudi čist v smislu tega potovanja po sobah končala v nekem tem zunanjem prostoru, pa tudi hkrati zaključila z neko to vsebino tega satelita, ki je seveda pač lebdi nad nami oziroma bdi nad nami in pač mi kot cela skupina ljudi, ki se je mogla obleči, da vse te jakne gor nase, ki smo pač vsi ven šli iz tega prostora in šli gledati ta satelit, to projekcijo to projekcijo na njihovo hišo, je bilo tako malo, bilo je kar nice. Hvala občinstvu za pozornost in prisostvovanje, hvala zavodu 2/32 in producentom za vabilo v Borovce. Ostale epizode najdete na vseh glavnih kanalih, kot so YouTube, Spotify in Apple Podcast. Novo prispele epizode pa deliva tudi na Facebook in Instagram. Na Buy Me Coffee nama lahko donirate kufe, če ne pa vse za bencin. Daj reč, čau, čau, čau. Čau, čau, čau. 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 Adio. Adio. Čau, čau. Adio. 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 Čau, čau, čau. Adio. Adio. Nice. Se vas lahko tako, a veš, zedi tam, da ste malo drugač, pol nas je 200 lahko.